Štirje navihani fantje, ki slišijo na ime Murni, že v svojih videospotih radi pokažejo, da so pravi kmečki pobi. A domov moj traktor sam že zna. A tudi v realnem življenju imata brata Govedič, mlajši Denis in starejši Elvis, veliko dela s kmetijskimi obveznostmi in vinogradom. Elvis se je od hiše odselil pred 3 leti, a še zmeraj za svojo dušo obdeluje vinsko trto. Moram povedati, da zdajle ene 3 leta že ne živim na kmetiji, zato ker sem se preselil. To ni treba meni govoriti, to tam povej ti. Ja, oni še ne vejo, ja. Povej pa kar povej. Ja, no tako sem rekel, ene 3 leta nazaj sem se preselil, v bistvu smo imeli en vikend in na tisti vikend sem se zdaj preselil. To je vikend z manjšim vinogradom okoli, imam ene 400 trsov, za mene čisto jasno. Ni se treba zdaj hvaliti, koliko imaš vina, ti raji ljudi bolj zanima živedi. No pa ti povej, koliko imaš ti živedi, no, koliko je na kmetiji, no. Ja, bratska ljubezen in to. No, kmetija, na kateri živi Denis z družino, z ženo namreč vzgajata 2 mali deklici, Valerijo in Kristino, je precej velika. Se pohvalim, imamo goske, kure, imamo kakega prašiča, na paši imamo zelenih 15 glav živine. No vidiš, to pa že ni res, to je pa laž. Jaz sem včeraj bil glih tam, ko se je ta 14. povrgal. Dobro, zdaj sem rekel tam tu nekje, ne? Ja. Bomo po zim prešteli, ko bojo šli nazaj na to štalo, ne? Zdaj, ko je na pašniku, sploh nima blage veze. No, to je bolj za hec kot za res. Smisla za humor jima ne manjka. A fanta prav dobro vesta, koliko živine imajo in koliko energije je treba vložiti v delo na kmetiji. Sta pridna, vestna in prava družinska človeka. Elvisu dneve lepšata sinova Ožbej in Rožle. Polovica ansambla in to smo vi, Mija, srečneža, mama male otroke, je tak? Pa ja, no, niso že več tak mali, ker ti hitro zrastejo čez glavo. Z družino preživita veliko časa in usklajevanje zna biti včasih tudi težavno. Pa vendar se da, če se hoče, če imaš veselje do dela in če vse lepo vnaprej načrtuješ. Se malo bolj igramo, mama še malo bolj na otroči gre, tako da usklajujemo in glasbo, in kmetijo, in družino, vse v bistvu gre. Delo se razdeli med vse člane, ob upoštevanju glavnih življenjskih potreb vsakega posameznika. Količina in narava dela sta odvisni tudi od letnega časa, kdaj pa seveda še od vremena. Kmetija, narava in travniki so odlično območje za otroke, kjer se lahko po mili volji igrajo, lovijo, uživajo ob spoznavanju narave, se družijo in občudujejo živali. Ko bodo večji, bodo lahko pomagali. Na kmetiji Govedič se delno ukvarjajo še s turizmom oziroma oddajanjem prostora za piknike. Nimamo na kmetiji samo tega, imamo tudi hrano pa pijačo. V bistvu imamo en tak piknik pod kozolcem, se reče. Tam noter imamo razne fešte, ljudje si lahko kak plac najamejo, v glavnem hrana pa pijača je poskrbljeno. Kmetijsko dejavnost moraš opravljati s srcem in dušo. Pri tem mora sodelovati cela družina. Otroke postopoma lahko navajaš na določene dejavnosti, ki so nujne za delovanje večje ali manjše kmetije. A vse to dobiš nazaj. Domači pridelki, samooskrba, čudovita narava, nenazadnje je to tudi dobro za telo in duha, saj kmetovanje zahteva fizično moč in dobro telesno pripravljenost. Je nekakšna telovadba, odlična za zdravje. Vse skupaj pa te lahko spravlja tudi v dobro voljo, če to počneš z zvrhano mero pozitivne energije. Pozitive in dobre volje pa Denisu in Elvisu zagotovo ne manjka. Fajn se imejte, pa se vidimo. Lep pozdrav vsem skupaj.